Digit, če govorim na splošno o Digitu kot dogodku, povezuje pravzaprav tri elemente. Prvi, ki je namenjen izključno oziroma predvsem poslovni javnosti, strokovni javnosti, je konferenca Digit, na kateri bo nastopilo 21 predstavnikov mednarodnih priznanih podjetij, nekateri Slovenci so tudi med njimi. Predstavili bojo torej primere dobrih praks podjetja, kot so Amnesty International, BMW, Mercedes-Benz. Jutri bo še bolj zanimivo za moje pojme, zaradi tega, ker je dan posvečen predstavitvi nekakšnih aktualnih trendov, od mobilnega marketinga do uporabe družbenih medijev, iskalnega marketinga, raziskave zanimive bodo predstavljene, torej od uporabe medijev, kako se potrošniki obnašamo na družbenih medijih in tako podobno. Za splošno javnost je pa Digit Expo pravzaprav še bolj zanimiv, gre za nekakšno digitalno igralnico in raziskavo. Različna podjetja, ki nudijo novodobne rešitve z napredno digitalno tehnologijo, predstavljajo svoje storitve, svoje izdelke. Kyberpipa nam je posodila 7 svojih starih računalnikov, ki nas potegnejo nazaj v preteklost. Črna luknja je tak gaming igralnico naredila, kjer se lahko ljudje preizkusijo v igranju računalniških igric. Zanimiv je pa tudi vzporedni program, sicer je brezplačni, torej lahko vstopi vsak, je pa izključno namenjen predvsem upravljalcem spletnih komunikacij, upravljalcem družbenih medijev v podjetjih, katera mesta ponavadi zavzamejo mladi ljudje, ki se ne zavedajo spleta kot celote, ki se ne zavedajo, po katerih orodjih pravzaprav lahko posežejo, kakšne so pravila, kakšen je bonton tudi konec koncev, po čem pravzaprav lahko vse posežejo, kaj že delajo, ok, in kaj lahko popravijo.